Smo pri e-primeru, ta bo pa že malček bolj konstrukcijsko zanimiv. Kajti začneta še se vpletati višina, začne se vpletati tudi višina, ne? Pa nič hudega, prepišimo podatke. Se pravi, konstruiraj trikotnik s podatki alfa je 45, beta je 75 in višina na B je 3 centimetre. Kaj je že višina? Višina je razdalja stranice do nasprotnega oglišča. Višina je pravokotna na stranico, to bomo potrebovali. Tako, imamo zdaj alfa je 45 stopinj, beta je 75 stopinj in višina na B je 3 centimetre. Jaz imam tak sumljiv občutek, da se mi bo zgodilo to, da ne bo mogla v šestilo dobiti kakršnekoli take podatke, pa jaz bom tukaj naredila z višino 6 centimetrov, ne. Vse je postopek in vse je enako, samo tole sem zamenjala za 6 centimetrov, ne. Drugače pa kota pa tako lahko ostaneta takšna, kot sta, ne. Nič ne spremenita, samo povečamo trikotnik, ne. Okej, no, zdaj tukaj je pa zelo pomembno, da je skica, bi rekla, da je skica primerna, ne, mislim, da si vse označite. Dajte kar dosti veliko. Zdaj, če označimo trikotnik najprej v njegovi snovi, imamo zdaj A, B in C. Tole je C, B in A stranica, potem imamo tukajle kot alfa, kot beta in kot gama. Zdaj pa višina na B. Višina na B je razdalja od oglišča B do stranice B. Ne gre po sredini, ampak gre iz B-ja iz B točke do B stranice, naravnost navzdol. Višino lahko rišemo iz oglišča. Lahko je pa višina kjerkoli narisana, važno je, da to vpišemo tak pravokotni pas. To zdaj ne vem, ali nam bo prišlo prav ali ne, bomo sproti videli. Se pravi, zdaj imamo kot alfa, kot beta in pa tule višino na B. Tole imamo, ne. S temle si bomo mogli nekaj pomagati. Pa še tako je, da zdaj ne morem reči, začnimo s stranico C. Čeprav konec koncev bi lahko vsaj s podlago za stranico C začeli, ne. Najprej bi recimo narisali kot alfa, če ste za to, ne. Da narišemo kot alfa, pač potrebujemo geotrikotnik za začetek, pa narisati eno ravno črto, ampak ne vemo, kako dolgo, ne. Lahko je kar precej dolga, takole, takole. In zdaj odmaknem jaz tale naš geotrikotnik in v tejle točki tu vemo, da je oglišče A. Ne vemo pa, kje se zaključi, ker ne vemo, kakšna je dolžina stranice C, ne, se pravi, kar en poltrak narišemo in gre do kamor pač bomo rabili. No, in zdaj bomo kot alfa zračunali, mislim, ne zračunali, ampak narisali. Takole. Evo, narišemo kot alfa. In alfa je 45 stopinj, se pravi, gremo 10, 20, 30, 40, 45, to je tule. Dobro, odmaknemo geotrikotnik in povežemo točko A z točko, ki smo jo dobili za kot. Pa se ne ustavimo tam, ampak gremo kolikor se da pač daleč, ker ne vemo, do kam bo šla stranica A, ne. Zdaj vsaj malo tako, zdaj imamo kot alfa narisan med tema dvema poltrakoma, tukaj je kot alfa. No, zdaj pa razmislimo, kaj bi lahko narisali. Mi vemo, ne, da je beta 75. Beta je tu v desni strani, ampak tu desno nikjer ne vemo, kje bi začeli, ne.
In vedno, kadar vas prime, da bi ja, pa probimo z geotrikotnikom, pa bomo malo vlekli levo, desno. Ne smete, ne? Načrtovanje je ravno poanta, da ne ugibate. Da če to narišete, je točno tam. In se pravi, beta nam ne bo koristil, ker ne vemo, kje bi ga začeli, mogli bi ga malo ugibati. Tako ni v redu, ne? Zdaj pa moramo nekaj z višino na B narediti. Ampak problem pa je, ker tudi višino na B bi nekateri malo ugibali, ne? Da bi točno 6 cm prišla takle, da se dotakne tega. Ne smemo, ne? Mi edino, kar vemo, je, da je višina na B pravokotna in da se razteza 6 cm. Se pravi, lahko jo tule povlečemo, ne? Se pravi, vzamemo tegale. In recimo od tule odmerimo pravi kot. Malček še. Takle. Pa odmerimo pravokotnico tu sem, ne? Takle. Se pravi, od tele črte pa do takole. Evo ga. Zdaj imamo višino. Edino, kaj še moramo narediti, je jo izmeriti, ne? Se pravi, takole. Moram reči, da tule pa še dejansko res pogrešam velik trikotnik za tablo. Zdaj to obrnemo. Zdaj nekateri zahtevajo, da vse stvari načrtate, vse date v šestilo, vse to. Jaz mislim, da če že imamo merilo pa šestilo, potem lahko si tudi pomagamo z meritvijo, ne? Koliko smo rekli, da je višina? Višina je 6 centimetrov, ne? In zdaj mi smo jo kar smo jo narisali. Nič ni podobno tole trikotniku, da bi tole nekaj povezovali, a ne? Tale točko bi mi radi, da pride tule dol. In kako bi zdaj mi naredili, da bi se tako lepo prestavilo, da ne bi bilo tule manj kot 6 ali pa več kot 6 ali kakorkoli. Mi moramo narediti vzporednico za tole črto, ne? Zdaj pa jaz nimam tukajle na voljo aparata za vzporednice, zato bom si tudi tule odmerila 6 centimetrov, ne, da bo vse povsod 6 in bom potem povezala tole zadevščino. Treba se znajti s tistim, kar imate. Takole. Mogoče še čisto malo tako. Tako, in narišemo ravno črto tule čez. Premo. In tam, kjer zdaj ta višina seka, dobimo eno točko, tole točko. In ta točka je točka B. Ful dobro. Zdaj imamo pa točko B in zdaj lahko še tretji podatek uporabimo. In sicer, da izmerimo kod beta iz oglišča B. Kod beta je 75, se pravi, gremo tule do 70, pa še 5. In označimo. To je tule. Prestavimo ta trikotnik in povežemo točko B z izmerjenim kotom. Tam, kjer se seka s krakom kot alfa, dobimo točko C. In imamo zdaj tule je alfa, tule je beta, tule imamo višino na B, ki mora biti tule pravokotna in tule pravokotna na nosilko, ne. Potem pa kaj še lahko označimo? Aha, stranice. Imamo B, A in C. Evo, trikotnik narisan. Ni da ni. Še potek dela.
Prvič smo narisali kot alfa, ker nismo imeli pač že omejene kakšne stranice, smo kar narisali podaljšane krake. Drugič smo naredili pravokotnico na stranico B in odmerili višino na C. Višino na B, pardon, ne. Se pravi, naredili smo višino na B. Tretjič. Zdaj bom pa napisala vzporednico skozi vrh višine na B. In ta vzporednica nam je dala točko B. Kot alfa nam je pa dal točko A. In ko smo dobili točko B, smo narisali kot beta. Ko smo narisali kot beta, smo dobili točko C. In potem smo še samo označili. Ne? Tako. Pa gremo na naslednjo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!